1 milijarda dolarjev je izjemno veliko denarja. Da si lažje predstavljate, to je enako kot 1000 milijonov dolarjev. To ni kar tako cena hiše, avtomobila ali podjetja. S takšnim zneskom si lahko že zgradiš zelo visoko stavbo. Lahko si kupiš ogromno jahto, lahko financiraš napredno letalo in lahko izvedeš projekte, ki so običajno namenjeni vladi, vojski ali milijarderjem. Ampak je to res? Ali res obstaja ena sama stvar, ki stane milijardo dolarjev? In to bomo ugotovili. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 15. Dvomilijardni nevidni bombnik. B2 Spirit je eno najdražjih letal, kar jih je človek ustvaril. To ni navadno letalo, to je nevidni bombnik ameriških letalskih sil. Stealth pomeni, da je narejen tako, da ga radar težko zazna. Zato ima nenavadno obliko. Nima repa kot običajna letala. Celotno telo je kot veliko krilo. Izdelalo ga je podjetje Northrop Grumman, da bi lahko prodrl skozi strogo zračno obrambo sovražnika. Po podatkih Reutersa naj bi vsak B2 stal približno 2,1 milijarde dolarjev, vendar je pomembno to razumeti. V ceno ni vključen samo sam letalo, vključuje tudi raziskave, testiranja, razvoj, posebne dele in druge stroške celotnega programa. Sprva so nameravali izdelati več B2 Toda, po koncu hladne vojne jih ni bilo več potrebno toliko. Na koncu so jih izdelali le 22. Ker so jih naredili le malo, se je povprečna cena vsakega še bolj zvišala. To je približno tako. Če porabiš ogromno za načrtovanje in testiranje nečesa, potem pa narediš le nekaj enot, bo vsaka posamezna enota veliko dražja. Zato je B2 dosegel tako visoko ceno. V zameno pa so ZDA dobile enega najbolj naprednih bombnikov na svetu. Zmožen je potovati na zelo dolge razdalje. Lahko prevaža težko orožje in lahko vstopi na območja, kamor običajna letala težko pridejo. To je razlog, zakaj je B2 tako drag. Ne samo zato, ker leti. Drag je, ker je narejen tako, da je skoraj neviden. Težko ga je ustaviti in lahko doseže zelo oddaljene cilje. Preprosto povedano, B2 ni samo letalo. Je leteči orožni sistem vreden milijard dolarjev. Številka 14. Plavajoča palača milijarderjev. Azam je ena največjih zasebnih jaht na svetu. Da si lažje predstavljate, je skoraj tako dolga kot 2 nogometni igrišči združeni skupaj. Izdelal jo je nemško ladjedelniško podjetje Liersen in bila je splavljena leta 2023. Po poročilih so stroški izdelave dosegli približno 600 milijonov dolarjev. Toda s tem se stroški še ne končajo, ker pri takšni jahti ne gre le za nakup. Treba jo je vzdrževati skozi leta, potrebuje posadko, potrebuje gorivo, potrebuje vzdrževanje. Potrebuje zavarovanje. In jo je treba vzdrževati kot plavajočo palačo. Obstajajo poročila, da so letni stroški obratovanja dosegli okoli 50 milijonov dolarjev ali celo več. To ni navadni čoln, to je kot dvorec, ki plava na morju. Ima svojo posadko, ima zelo močan motor in lahko pluje zelo hitro, kljub svoji velikosti. In kar je najbolj presenetljivo, to je zasebna jahta. To pomeni, da to ni križarka za tisoče potnikov, to ni javni prevoz. Prav tako, to ni vojaška ladja. To je izjemno velika luksuzna jahta, narejena le za nekaj ljudi. Zato Azam ni samo simbol bogastva, je tudi simbol skrajno visokih stroškov. Ker tudi če je zasidrana, stroški še vedno tečejo. Za gorivo, za osebje, za popravila, za varnost. In za vse, kar je potrebno, da ostane kot palača na morju. Številka 13. Milja podzemne železnice za milijardo dolarjev. Drugje je predor podzemne železnice že tako drag. Ampak v New Yorku so cene na povsem drugi ravni. 1 milja podzemnega predora tam lahko stane tudi milijardo dolarjev. Eden izmed pogosto navajanih primerov je podzemna železnica na drugi aveniji. Po podatkih projekta NYU Transit Cost Project je New York med najdražjimi kraji na svetu, ko gre za gradnjo podzemne železnice. Obstajajo ocene, da je razširitev podzemne železnice na drugi aveniji stala skoraj 3,9 milijarde dolarjev na miljo. Zakaj je tako drago? Prvič, to je New York. Pod zemljo ni samo zemlja. So vodovodne cevi, so plinovodi, so električni kabli, so kanalizacijske cevi, so internetni kabli in so temelji starih stavb. Zato je treba pred izkopavanjem najprej ugotoviti, kaj je spodaj. Če kaj zadenejo, lahko poškodujejo storitve za celotno območje. Drugič, postopek dovoljenj in pregledov je dolg.
Veliko je študij, veliko je odobritev, veliko je treba urediti, preden se začne gradnja. Tretjič, delo in gradnja v New Yorku sta draga. Zato je tudi, če je predor dolg le 1 miljo, cena kot pri megaprojektu. Najbolj frustrirajoče pri tem je, New York res potrebuje podzemno železnico. Zelo veliko ljudi se vozi z njo, sistem je že star in potrebne so dodatne linije. Ampak ker je gradnja tako draga, je širitev zelo počasna. Zato en predor v New Yorku ni samo predor. To je primer, tako lahko preprost projekt javnega prevoza postane milijardni strošek. Ko to počneš v najtežjem in najdražjem mestu. Številka 12. Milijardno zdravilo. Novo zdravilo ni preprosto narejeno v laboratoriju in takoj prodano. Preden pride do lekarne, gre skozi zelo dolg postopek. Lahko traja od 10 do 15 let, preden je novo zdravilo odobreno. In po nekaterih medicinskih raziskavah lahko stroški razvoja novega zdravila presežejo 1 milijardo dolarjev. Odvisno je od vrste zdravila in načina izračuna. Zakaj je tako drago? Ker veliko zdravil propade, preden pridejo do ljudi. Najprej ga preizkusijo v laboratoriju. Nato sledi predklinično testiranje. Če se zdi varno, gre v klinične preizkuse. V prvi fazi preverjajo, ali je varno za majhno skupino ljudi. V drugi fazi preverjajo, ali deluje pri bolnikih. V tretji fazi ga preizkusijo na večjem številu ljudi, da ugotovijo, ali je res učinkovit in varen. Tukaj se stroški pogosto povečajo. Potrebni so zdravniki, potrebni so raziskovalci. Potrebne so bolnišnice. Potrebni so tisoči udeležencev. In potrebna so leta testiranj. Težava je, da lahko tudi po porabi 100 milijonov dolarjev zdravilo še vedno pade v zadnji fazi. Ko se to zgodi, denarja ni več mogoče povrniti. Zato uspešno zdravilo ne pokrije le svojih stroškov. Včasih pokrije tudi stroške številnih zdravil, ki so jih preizkusili, a niso uspela. Zato si takšno tveganje običajno lahko privoščijo le velika podjetja. Če manjše podjetje stavi na eno zdravilo in to ne uspe, lahko popolnoma propade. Če pa gre za veliko farmacevtsko podjetje, se lahko poberejo in poskusijo znova. Zato novo zdravilo ni le izdelek. To je zelo draga stava na znanost. Če uspe, lahko pomaga mnogim ljudem. Toda preden se to zgodi, lahko na poti izginejo milijarde dolarjev. Številka 11. Večmilijardna oceanska platforma. Globokomorska naftna platforma ni navadna naftna ploščad. To je ogromna struktura sredi morja. Tukaj pridobivajo nafto, ki se nahaja pod morskim dnom. Včasih je globina več tisoč čevljev, zato preprosti stroji niso dovolj. Potrebna je vrtalna oprema, cevi pod morjem, žerjavi, helikopterska ploščad, rešilni čolni, nadzorni prostor in nastanitve za posadko, ki tam dela več tednov. Po poročilih iz energetske industrije lahko veliki naftni projekti na morju zlahka presežejo 1 milijardo dolarjev. In ena sama globokomorska vrtina lahko stane več kot 100 milijonov dolarjev. To pomeni, da je platforma šele začetek stroškov. Najprej je treba najti nafto. Treba je vrtati, treba je namestiti cevi pod morjem in treba je ohranjati delovanje celotnega sistema tudi ob močnih valovih, nevihtah in nevarnih pogojih. Takšna platforma je kot majhno industrijsko mesto sredi morja. So ljudje, je električni sistem, je komunikacija, je varnostna oprema in deluje 24 ur na dan. Toda čeprav je to zelo drago, dobiček ni zagotovljen. Če pade cena nafte, se zmanjša proizvodnja ali pride do težav z opremo, lahko podjetje izgubi veliko denarja. Zato globokomorska naftna ploščad ni le simbol inženirstva. To je tudi milijardna stava pod morjem. Številka 10. Gospodarstvo države vredno milijardo dolarjev. Za veliko podjetje je 1 milijarda dolarjev lahko le ena investicija. Za bogatega človeka je to lahko cena jahte, vile ali zasebnega projekta. Toda za nekatere majhne države je 1 milijarda dolarjev še več. Več kot celotno njihovo gospodarstvo v enem letu. BDP pomeni skupno vrednost vseh izdelkov in storitev, ki jih je država ustvarila v enem letu. Preprosto povedano, to je merilo, kako velika je ekonomija neke države. Po podatkih Svetovne banke imajo nekatere pacifiške otoške države letni BDP, ki je nižji od 1 milijarde dolarjev. Na primer, Tuvalu ima približno 62 milijonov dolarjev. Nauru ima približno 162 milijonov dolarjev. Maršalovi otoki imajo približno 290 milijonov dolarjev. In Palau ima po zadnjih razpoložljivih podatkih približno 276 milijonov dolarjev. Pomembno je, da to povemo s spoštovanjem. Te države so resnične države, imajo lastno vlado. Imajo kulturo, imajo ljudi,
Imajo zgodovino in soočajo se z resnimi težavami, še posebej zaradi podnebnih sprememb in dviga morske gladine. Niso majhni, ker ne bi bili pomembni. Njihovo gospodarstvo je majhno, ker imajo majhno populacijo, majhno imajo ozemlje in omejene vire. Tukaj lahko vidiš, kako velik je 1 milijarda dolarjev. En predor podzemne železnice, eno letalo ali luksuzni projekt je lahko dražji od celotnega letnega gospodarstva ene suverene države. Presenetljivo je pomisliti na to. Na enem mestu je 1 milijarda dolarjev le ena stvar. Vendar je v drugih državah to večje od vsega, kar je njihovo celotno gospodarstvo zaslužilo v enem letu. To je prava velikost. 1 milijarde dolarjev. Številka 9 milijarda dolarjev, ki jih igralci hitro porabijo. Industrija videoiger ni več le majhen hobi. To je zdaj ena največjih zabavnih industrij na svetu. Po podatkih Reutersa naj bi svetovni trg videoiger do leta 2025 dosegel približno 189 milijard dolarjev. To pomeni, da v samo nekaj dneh celotna igralna industrija zasluži skoraj 1 milijardo dolarjev. To ne prihaja samo iz konzolnih iger, sem spadajo tudi računalniške igre, mobilne igre in nakupi v aplikacijah. Naročnine, preobleke za igre, battle passi in drugi digitalni predmeti, ki jih kupujejo igralci. Največji delež tega predstavlja mobilno igranje. To so igre, ki jih igramo na telefonu med čakanjem, počitkom ali ko samo sedimo doma. Včasih so nekateri mislili, da je igranje iger samo za otroke. Ampak danes je to večje kot številne tradicionalne zabavne industrije. Presenetljivo je, da ljudem ni treba kupovati fizičnih predmetov. Včasih kupijo samo preobleko za lik, dodatno življenje, posebno orožje ali majhno nadgradnje v igri. Toda, ker je na milijone igralcev po vsem svetu, skupni znesek močno naraste. Zato igralniška industrija ni več samo igra, postala je milijardna industrija. Dokler ljudje igrajo na mobilnih telefonih, konzolah ali računalnikih, denar še naprej priteka. Številka 8. Polet vesoljskega raketoplana v vrednosti milijarde dolarjev. Vesoljski raketoplan je eden najbolj ambicioznih projektov NASA. Narejen je bil za prevoz ljudi in tovora v vesolje. Takratna ideja je bila, da bo potovanje v vesolje cenejše, ker je raketoplan za večkratno uporabo. To pomeni, da naj bi ga uporabili znova po vsaki misiji. V resničnem življenju pa ni bilo tako preprosto. Od leta 1991 do 2011 je program raketoplana izvedel 135 misij. Po analizah, ki jih navaja Spacebook.com, je povprečni strošek vsakega izstrelitve dosegel skoraj 1,5 milijarde dolarjev, brat. Če celotne stroške programa razdelimo na število misij, zakaj je tako drago? Ker je treba raketoplan, čeprav je za večkratno uporabo, po vsakem poletu še vedno pregledati in popraviti. To ni kot letalo, ki ga samo očistijo in že naslednji dan spet leti. Vsak izstrelitev zahteva veliko ekipo, temeljit pregled, popravila, usposabljanje za gorivo in varnostni pregled. Zato, čeprav je za večkratno uporabo, to še ne pomeni, da je avtomatsko poceni. Vesoljski raketoplan je bil zelo napreden, a tudi izjemno zapleten. In bolj kot je stroj zapleten, dražje je njegovo vzdrževanje. Torej je lekcija tukaj preprosta. Ni dovolj, da je vesoljsko plovilo za večkratno uporabo. Mora biti tudi enostavno za vzdrževanje, hitro pripravljeno za ponovno uporabo in vsak polet ne sme biti predrag. Vesoljski raketoplan je popeljal ljudi v vesolje, pomagal pri gradnji mednarodne vesoljske postaje in postal pomemben del zgodovine raziskovanja vesolja. Toda, kar zadeva stroške, je to eden najdražjih načinov za zapustitev Zemlje. Številka 7. Stolp vreden milijardo dolarjev. Burj Khalifa v Dubaju je najvišja stavba na svetu. Po podatkih MR dosega 828 metrov in ima 163 nadstropij. Da bo bolj preprosto, tako je visok, kot da bi več nebotičnikov postavili enega na drugega. To ni navadna stavba. Ima hotel, pisarne, stanovanja, restauracije in razgledne ploščadi, odkoder lahko vidiš Dubaj z zelo velike višine. Ocenjuje se, da je stal okoli 1,5 milijarde dolarjev. Toliko je stal za izgradnjo. Zakaj je tako drag? Ker ni lahko zgraditi tako visoke stavbe. V Dubaju je zelo vroče. Zato je bilo treba beton včasih vlivati po noči, da se zaradi vročine ne bi prehitro pokvaril. Potrebna je bila tudi posebna metoda, da so beton lahko dvignili na tako visoka nadstropja. In bolj ko je stavba višja, težje jo je zaščititi pred vetrom. Zato je niso kar tako zgradili. Obliko so temeljito preučili. Preučili so moč vetra. Uporabili so napredno inženirstvo. Burj Khalifa ni samo visok. Je simbol izjemnega bogastva, moči oblikovanja in ambicij Dubaja. Samo za eno stavbo so porabili 1,5 milijarde dolarjev. Številka 6. Ekipa za milijardo dolarjev.
Formula 1 ni samo navadna dirka, je eden najdražjih športov na svetu. Da lahko ekipa F1 sodeluje v eni sezoni, potrebujejo avto, inženirje, mehanike, voznike, tovarno, preizkuševalce, testiranja, potovanja in rezervne dele. In tukaj ne govorimo samo o eni dirki, gre za celo sezono, veliko držav, veliko dirk in skoraj celo leto priprav. Leta 2026, po podatkih same Formule 1, se je zgornja meja stroškov zvišala na $215 milijonov, vendar pa niso vsi stroški vključeni v to. Obstajajo stvari, ki so še vedno ločene od zgornje meje, kot so plače dirkačev, plače nekaterih višjih članov osebja, marketing in drugi veliki stroški. Zato lahko dejanska letna poraba najboljših ekip doseže več $100 milijonov. Zakaj je tako drago? Ker je vsak najmanjši del F1 avtomobila izjemno napreden. Že samo prednje krilo je lahko zelo drago. Volan je poln gumbov in kontrol. Motorni sistem je zelo tehničen. In ko avto strmoglavi, je lahko v trenutku uničenih več milijonov dolarjev. Še huje pa je, da tudi če porabiš ogromno denarja, še vedno ni zagotovila, da boš zmagal. V Formuli 1 veliko denarja ni zagotovilo za naslov prvaka. Včasih je to le vstopnica, da se lahko kosaš z najmočnejšimi ekipami. Zato ekipa F1 ni samo športna ekipa. To je dirkalni stroj, ki porabi $100 milijonov samo zato, da se lahko bori v najhitrejši ligi na svetu. Številka 5. Stadion Wembley vreden $1 milijardo. Stadion Wembley v Angliji ni le navaden stadion. Za številne nogometne navijače je to dom angleškega nogometa. Tukaj potekajo veliki dvoboji. Tukaj je finale FA pokala. Tukaj igra tudi angleška reprezentanca. Novi Wembley je bil odprt leta 2007 in ima 90.000 sedežev. Ima tudi velik lok, ki je viden po celotnem Londonu. Po podatkih stadiona Wembley je novo prizorišče stalo okoli $750 milijonov. Medtem pa drugi gradbeni viri ocenjujejo stroške na okoli $798 milijonov. Zakaj je tako drago? Prvič, zelo je velik. Drugič, moral je nadomestiti stari Wembley na istem mestu. In tretjič, to ni smel biti le navaden stadion. Moral je biti vreden imena Wembley. Moral je biti modern. Moral je biti ikoničen. Moral je biti sposoben gostiti nogomet, koncerte, boks, NFL tekme in druge velike dogodke. Zato Wembley ni le prizorišče, je nacionalni simbol. In včasih, ko ne gradiš le stavbe, ampak simbol države, so stroški v milijardah. Številka 4. Športna ekipa vredna $1 milijardo. NFL ekipa ni navadna športna ekipa. To je kot članstvo v enem izmed najbolj ekskluzivnih klubov v ameriškem športu. Leta 2022 je skupina Walton Penner kupila Denver Broncos za $4,65 milijarde. Nato je bil leta 2023 Washington Commanders prodan za $6,05 milijarde, kar je takrat postavil nov rekord v NFL. Zakaj pa je ena ekipa tako draga? Ni samo zaradi igralcev, ni samo zaradi stadiona in ni samo zaradi letnega dohodka. Pravi razlog je redkost. V NFL je samo 32 ekip in veliko milijarderjev si želi imeti eno. Ko je ekipa na prodaj, je to redkost. Zato cene še naprej rastejo. Za bogate kupce ne kupujejo samo posla. Kupujejo pravico, da postanejo lastnik NFL franšize. In v svetu športa je to velik status. Zato lahko cena NFL ekipe preseže več $1 milijard. Ne zato, ker bi bila vredna samo eno sezono. Ampak zato, ker je redka priložnost kupiti ekipo, ki ima stalno mesto v največji nogometni ligi v Ameriki. Številka 3. Jedrska elektrarna za $1 milijardo. Hinkley Point C v Angliji je eden najdražjih energetskih projektov na svetu. To je jedrska elektrarna, ki jo gradijo v Somersetu v Angliji. Ko bo dokončana, naj bi zagotavljala veliko količino električne energije za Združeno kraljestvo. Toda njena cena je izjemno visoka. Po podatkih World Nuclear News je EDF leta 2024 sporočil, da je ocenjeni strošek Hinkley Point C narasel na 31 do 34 milijard funtov po cenah iz leta 2015. In ne pričakujejo, da bo začela obratovati pred letom 2030. Zakaj je to tako drago? Ker jedrska elektrarna ni kar navadna elektrarna. Mora biti izjemno varna, delovati mora več desetletij in mora nadzorovati jedrsko reakcijo brez velike nevarnosti za javnost. Zato gre vsaka zasnova, vsak material in vsak del gradnje skozi strogo preverjanje. Če pride do zamude, se stroški še povečajo. Če primanjkuje delavcev ali materialov, to spet pomeni dodatne stroške.
Zato je Hinkley Point C postal primer projekta, ki je pomemben, a izjemno drag za izvedbo. Nekateri pravijo, da se splača, ker bo zagotavljal čisto elektriko. In to več let. Vendar pa se drugi sprašujejo, ali ne bi bilo bolje, če bi denar porabili za obnovljive vire energije, shranjevanje energije v baterijah ali za energetsko učinkovitost. Zato Hinkley Point C ni samo elektrarna. To je veliko vprašanje. Koliko smo pripravljeni plačati za stabilno in nizkoogljično elektriko? Številka 2. Dvomilijardna križarka. Icon of the Seas je ena največjih križark na svetu. Zgrajena je bila za Royal Caribbean in je začela obratovati leta 2024. Po poročilih naj bi stala približno $2 milijardi. To je kot plavajoče mesto. Ima 20 palub, na tisoče sob, restauracije, bare, bazene, vodne tobogane in zabaviščna območja. Lahko sprejme na tisoče gostov, skupaj z več kot 2000 člani posadke. To ni preprosta ladja, ki samo prevaža ljudi z enega kraja na drugega. To je sama destinacija. Veliko potnikov se vkrca ne samo zato, da bi videli morje, ampak da bi doživeli celotno plavajoče letovišče. Zakaj je vredna kar $2 milijardi? Ker mora združevati hotel, nakupovalno središče, tematski park, restauracijo, gledališče in ladjo v eno ogromno plovilo. Prav tako mora biti varna na morju. Potrebni so močni motorji, navigacijski sistemi, rešilni čolni, prostori za posadko in na tisoče sistemov, ki morajo delovati vsak dan. Zato Icon of the Seas ni le križarka, temveč plavajoče letovišče in svojo velikostjo prikazuje, kako daleč je prišlo luksuzno potovanje. Številka 1. Velikanska sfera v Las Vegasu. Sfera v Las Vegasu ni običajno prizorišče za koncerte. Videti je kot ogromna žoga z zaslonom na zunanji strani in po noči se lahko spremeni v očesno zrklo, planet, luno ali katerokoli sliko, ki jo želijo prikazati. Po poročilih je izdelava stala okoli $2,3 milijarde. Zunanjost je prekrita z ogromnim LED zaslonom. Zato je viden že oddaleč. V notranjosti pa je velik zaslon, ki obdaja občinstvo. Vizualni učinki niso le spredaj, temveč tudi zgoraj, ob strani in skoraj povsod okoli gledalcev. Zato imaš občutek, kot da si resnično znotraj prizora. Ima tudi napreden zvočni sistem. Narejen je tako, da občinstvo sliši zvok iz različnih smeri. Zato to ni le običajno gledanje koncerta ali filma. Zdi se, kot da je v izkušnjo vključeno celo tvoje telo. Zakaj je tako drago? Ker je to skoraj povsem nova vrsta stavbe. Ni samo arena, ni samo oglasna tabla, ni samo kino. Združuje arhitekturo, tehnologijo velikih zaslonov, zvočno oblikovanje in zabavo v enem ogromnem projektu. Zato je Sphere popolna za Las Vegas, saj je to mesto, znano po svetlobnih predstavah in izjemno velikih atrakcijah, eden najmočnejših odgovorov na vprašanje, tako izgleda $2,3 milijarde, če jih porabiš, da ljudi osupneš.